Na Brdu pri Kranju je v četrtek 23. aprila potekala redna skupščina Nogometne zveze Slovenije, na kateri je naša krovna nogometna organizacija pregledala poslovanje v preteklem letu in predstavila smernice za naslednje petletno obdobje do leta 2020, ko bo praznovala 100-letnico. Predsednik Aleksander Čeferin je v nagovoru izzval predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez Bogdana Gabrovca, saj nogomet v Sloveniji še vedno nima mesta, ki mu glede na organiziranost, množičnost in uspehe pripada. Mi smo prepričani, da je poslanstvo nogometa tudi to, da čez 30 tisoč otrok ni na ulici, ampak je na športnih igriščih, in to bi morala upoštevati tudi država in tudi krovna športna organizacija in ne bi smeli tretirati več nogomet tako, kot se tretira športe, s katerimi se ukvarja nekaj 10 ljudi na svetu. Nenavadno je, da je naš mladi Jan Oblak, ki je včeraj branil odlično spet proti Real Madridu, nima statusa vrhunskega športnika, nekdo, ki se pa dosega naslov evropskega prvaka v podvodnem hokeju, ga pa ima. Žal je to neprimerljivo. Pomembnejša vloga in večja prisotnost nogometa v športni in družbeni sferi sta v osrednji strategiji novega petletnega programa, s katerim se bo v vseh pogledih najmnožičnejša športna panoga v Sloveniji preko jubilejne 25. prvoligaške sezone zapeljala novemu stoletju naproti. Lotili smo se priprave strategije, ne samo za razvoj, ampak tudi za izvajanje naših rednih aktivnosti. In to skupaj s predstavniki različnih deležnikov, predstavniki so bili vključeni medobčinskih zvez, trenerske, sodniške organizacije, nogometnih klubov z različnih področji in drugi strokovnjaki, tudi nekateri zunanji deležniki, so nam pomagali pripraviti v bistvu naše usmeritve za nadaljnji razvoj slovenskega nogometa. Ogledalo vsake zveze je A-reprezentanca, seveda pa smo mi A-reprezentanci nekako te cilje za naprej predstavili tudi pri mlajših selekcijah in pa seveda na področju športne infrastrukture, kajti tu so osnovni pogoji za uspeh A-reprezentance. Ob 11 plaketah so na skupščini podelili tudi 4 medalje Nogometne zveze Slovenije, ki so jih prejeli nekdanja sodnika Milan Mitrović in Darko Čeferin ter klubska delavca Željko Stanic iz Škofije in Stanislav Furlan iz Sežane. Z nazivom častni član pa je skupščina počastila Antona Frantarja in Marka Ilešiča, ki sta pred četrt stoletja sodelovala pri formiranju in uveljavitvi Nogometne zveze Slovenije, kot jo poznamo danes. Nogomet Slovenije je bil zdrav, je bil pošten, s kakšno izjemo sem pa tja, tako da je potem bilo treba samo to povzdigniti na višji nivo. Ampak temelji so postavljeni že pred 90 ali 91 letom. Vedno je bil pri nas nogomet na nek način na prvo mesto. Mami je bilo to manj všeč, ampak lepa potovanja, številne tekme, uvrstitve na svetovna prvenstva, na evropsko prvenstvo, samo lepi spomini. V strategiji za naslednjih 5 let je generalni sekretar izpostavil željo, da bi se organizirano z nogometom ukvarjalo 100 tisoč prebivalcev Slovenije. Naša država pa naj bi bila med 20 nogometno najbolj razvitimi v Evropi, seveda z nogometom kot športom številka 1. Nogomet je številka 1 v celem svetu in tako je tudi v Sloveniji, brez vsakega dvoma. Ne glede na to, da smo Gorenjci po bi rekel, naravi smučarji, je realnost povsem drugačna. Gorenjska je pravzaprav baza nogometna za mnogo uspešnih nogometašev. Še nekaj poudarkov iz letošnjega programa. Prvi cilj je seveda uvrstitev reprezentance na prihodnje evropsko prvenstvo. Velika pridobitev se obeta jeseni, ko bo zaživel Nacionalni nogometni center Brdo. Proračun bo podoben lanskemu in znaša 9,7 milijona evrov. Med prihodki imajo največji 28% delež televizijske pravice, kar se upada z rastjo gledanosti prenosov nogometnih tekem. Velika želja je, da bi se povečalo tudi število gledalcev na stadionih.